Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Doživimo v Pomurju. Danes smo se odpravili v občino Apače, v kateri je zelo dobro poskrbljeno za turiste od blizu in daleč. Ti si lahko ogledajo številne kulturne in pa naravne znamenitosti ter uživajo v pestri turistični ponudbi. Vkolikor se nahajate v središču naselja Apače, pa nikakor ne smete mimo hiše Dobrod. Tudi mi bomo sedaj pokukali vanjo. Ob vstopu zagledamo polne police raznolikih izdelkov lokalnih ponudnikov. Dober dan, izvolite, pa so besede, s katerimi nas tako prijazno pozdravi nosilka dejavnosti hiše Dobrod Jožica Semler. Ta je odgovorna za to, da v tej majhni butični trgovinici tako čudovito diši po svežem kruhu, žemljicah in drugih dobrotah, ki jih peče že od malih nog. Že kot čist mala sem zelo rada pekla. Že v Koroznjaku smo imeli še z vrtca prave kuhne, ampak nikoli nismo kuhali z nekim peskom, pa nekaj, vedno nam je mama dala jajca, moko, ne vem kaj, in smo pekli palačinke, pa vse mogoče. Ne. Pri nas je bilo vedno dosti otrok, poleg je šolski blok bil in so se vedno hodili k meni igrati otroci in smo tam pekli. In je res... sem zelo hitro začela peči, da sem recimo prvo gostijo pekla pri 15 letih. Potem pa je mogoče malo tudi življenje prisili v to. Mamo sem izgubila zelo rano, otroke sem imela in si pač nekako se mogel znajti in je pač bilo to... Vedno, da se pa nešče, kaj jaz vem, nešče proso, nešče, kaj pa jaz vem v to. Pa začneš in pač si v teh vodah pa greš naprej, ne. Tako se je pred 30 leti odločila, da odpre dopolnilno dejavnost na kmetiji, s svojimi izdelki pa je iz Pomurja hitro prodrla tudi v srednjo Slovenijo. Kmetijo imamo že vedno in potem sem pač hotela imeti nekaj svojega. V službo nisem mogla iti, ker z otroci pa z vsem ni bilo možno biti 8 ur v službi in sem si pač zamislila, da bi nekaj doma delala in sem začela z peko kruha. Najprej sem pekla vsak petek kruh od jutra do večera in zjutraj ob 4 sem začela in do večera sem imela 150 kg kruha. In pa smo se s tem nadaljevalo, potem se je odprla trgovina Škrojca v Murski Soboti, potem smo tja in tam je naenkrat bilo velike potrebe po vsem, ne, in smo začeli peči gibance, prekmursko, prleško, je to jedenjačo, vse vrste keksov, perece, ne vem, vse mogoče, ne. Potem pa smo spet prišli na Ljubljano na podeželje v mesto. Potem so nas spet tam v Ljubljani obdržali in smo hodili na Pogačarjev trg pa Interspar Vič. Smo imeli štand, to je trajalo 10 let. Potem pa nas je občina zaprosila ali pač nam dala idejo, da bi pač naj odprli to hišo Dobrod v Apačah. In smo potem začeli 15. decembra predlani tukaj na tej lokaciji. Jožica pravi, da ima sama najraje vrtanek in linške očke. Sicer pa se njena ponudba iz leta v leto širi. Peče vse vrste kruhov in čez 20 vrst piškotov. Mogoče težko rečem, kaj ne pečemo, ker je vedno neko povpraševanje in pol začneš spet z neko novo stvarjo. Začela sem z kruhom, potem je bilo pecivo vedno zraven, potice, gibanice. Zdaj smo začeli, 10 let imamo zdaj ekološko kmetijo in delamo tudi svoje moke, ekološke moke in iz teh mok pečem kruh za vrtec, šolo, pa tudi za tukaj. Tako da imamo različne moke, rženo, pšenično, pirino, koruzno, ajdovo in iz vseh teh mok. To so pa vse ekološke kruhe, taki, ki so pa zdaj, je trend pa povpraševanje potem. Hiša Dobrod je prvotno združevala samo ponudnike iz občine Apače. No, to so željo po razširitvi ponudbe k sodelovanju povabili lokalne ponudnike iz preostalih delov Pomurja, nekatere celo iz drugih koncev Slovenije. Trenutno tako združujejo okrog 40 ponudnikov s pestro paleto izdelkov. Mi imamo pekovske izdelke, kruh, potem gibanice, prleško gibanco, prekmursko gibanco, potice, različne kekse, mlince, potem moke, kaše, potem imamo vse mlečne izdelke od kmetije Krajnc, imamo jogurte, skute, mleko, vsak dan sveže mleko,
v stekleni embalaži, tako da se embalaža vrača in na tem ni dobenega odpadnega materiala, pa čisto sveže mleko. Različna sire, s kislo smetano, maslo. Iz 2 kmetij imamo mesnate izdelke, suhomesnate izdelke, potem tudi mast, ocvirke, klobase te krajinske. Za seko imamo različna žganja iz Prekmurja, kmetija Gergek pa kmetija Ficko. Imamo sokove različne, sirope, marmelade vseh vrst, marmelade pa sirope imamo iz Fino s Kristino, ene take čist posebne marmelade z čokolado pa z različnimi temi, s cimetom pa tako res take posebne. Tudi sokove imamo na čist posebne, potem imamo kaše pa moke tudi iz kmetije Krajnc iz Lutverc. To je tudi ekološka kmetija. Imamo ene posebne testenine, makaronar, to so prave italijanske ročno delane testenine, brez jajc, ampak res take kvalitetne. Imamo suho sadje iz kmetije Vratuša iz Prekmurja. Imamo domače orehe, tudi slovenska kakovost, res dobre orehe. Testenine iz Valerija Črnjavič. Te so jajčne testenine, potem imamo Muršecove lešnike, čisto take pa tudi skaramelizirane pa luščene. Imamo vina različna, zelo kvalitetna vina Štajer iz Plitvice, tudi penino njihovo. Imamo vina Ploj iz Pogleda, penine imamo Frangežove. Imamo teran, imamo tudi iz, kar recimo pač ni pri nas, imamo iz drugih koncev Slovenije. Tako smo bili s temi včasih v Ljubljani sodelavci in imamo zelo kvaliteten teran. Različne vrste medov od 2 medarov iz Apaške občine, slovenska kakovost meda. Bučno olje 2 proizvajalcev iz Apaške občine, kmetija Mulec pa kmetija Štohec. Imamo tudi sončnično olje iz kmetije Krajnc pa kmetije Roš. Imamo različne izdelke tudi teh pletenih iz ličija, pa teh, to so pa iz pomelaja iz Velike Polane. Različne vrste čajev. Čaje imamo iz večjih kmetij, od Jožice Šerbinek, potem iz kmetija Kolerič iz Svete Ane. Tudi različna mila. Zanimiva je tudi ta spužva, ne vem, če ljudje poznajo, to je buča, ki ko strohni okrog ostane buča, ki je potem za umivanje, za posode, za tuširanje. Zelo zanimiva stvar. Imamo lončene izdelke iz Žumanovih, iz Prlekije. V hiši Dobrot, v kateri poleg Jožice dela njen mož Alojz, pomagata pa tudi hčerka Karmen in sin Borut, je moč dobiti še sezonsko sadje in zelenjavo. Kljub temu, da so njihove police res polne izdelkov, pa imajo vedno prostor tudi za nove lokalne ponudnike. Semlerjeve smo obiskali v soboto, na dan, ko je po besedah Jožice največ kupcev. Tudi to soboto je zvonec na vratih ob vstopu strank kar nekajkrat zacingljal. V bodoče bo verjetno še pogosteje, kajti s 1. julijem bo hiša Dobrot zajemala še pošto in turistično-informacijski center Apače. Zaenkrat so v hiši Dobrot Apače vključeni bolj lokalni ponudniki, ki predstavljajo svoje izdelke, prehrambene. Pa smo z občino se pač pogovarjali, da bi bilo fajn, da zaključimo neko celotno ponudbo kraja in da lahko vključimo tudi ostale ponudnike oziroma dejavnosti, ki se pač ponujajo v občini, pa potem združimo pač z neko promocijo turizma pa občine na splošno in zato smo pač se odločili, da bi pač Ticam pa kot samostojno se potem pojavila še potreba po pošti, ker je pač pošta ne more več zagotavljati delovnega časa, ki bi ga pač bil primeren za občane. In smo potem pač našli skupno rešitev, da pač združimo Tic in pogodbeno pošto in bo zdaj pač se odprla s 1. julijem na tej lokaciji, da bo tu kot neka informativna kontaktna točka za bistvu tako za občane kot za vse goste. Načrtujejo tudi vzpostavitev popirnice. Predvideno je, da bo odprto vsak dan dopoldan, potem 2-krat na teden popoldan in tudi ob sobotah
tako da bo v bistvu delavnik hiše Dobrod Apače pač enako kot bo pošta pa TIC. Bomo ga pa seveda s časoma sproti prilagajali potrebam. Potem, ko smo se okrepčali z res okusno prleško gibanico, smo Karmen pa vprašali še za napotek, kam na potep v občini Apače. Zelo lepe urejene kolesarske poti imamo. Trenutno imamo tudi na voljo 9 električnih koles, ki so namenjeni v prvi vrsti občanom za spodbujanje aktivnega zdravega življenja. Vsekakor pa so prosta, so na voljo tudi ostalim obiskovalcem. Pa se lahko zapeljete po naši dolini, mogoče do Konjišča, kjer je lepo urejen turistično-rekreativni center z starim hrastom, očetom panonskih hrastov. Tako, naš današnji potep se končuje. Od vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa se postavljamo z vabilom v hišo Dobrod v Apače, iz katere sem prepričana, da ne boste šli praznih rok. Tudi mi ne. Srečno!